Coolcast je tole z Vidom Valičem. Danes končno sva se uspela v 6. grado. Končno, stari, res je. Prometna nesreča je bila ta prva, ta druga je bil moj prehlad, oziroma pač, bolezen je bila že skoraj. No. Trpel sem za hudim snifinitisom. Snifinitisom, to pri tebi se kar poznajo. Fakt, to se zdaj razume, kada sem snifil. Ne, jaz sem mislil, da imaš še zelo večji del telesa okužen. Kamen teče. Zgornja polovica telesa teče. To so železniki takrat tistega davnega leta. Ne. To ni bila voda, to je bil Vidov nos. Tako. Coolcast s Klemnom Bučanom in z Vidom Valičem. Mislim, da tisti stand-up začetki ima v tam 2016, 2017. Ampak 2006, kakšna matera, 2016, 2018. Kaj smo že takrat naredili? 2006. Vi ste bili kamikazani, oziroma ti videl s Timom sta najprej? S Timom sva bila, jaz sem pa takrat v Kudu Frce prišeran. Si pa ti že prej delal nekaj na RTV, si pomagal. Kako se je v bistvu ta pot začela? Kaj te je pripelal do tega? Ker pri meni recimo v Martinu je bilo malo tu pa tam, malo sodelovanje tam, pa kakšne predstavce, pa stand-up. Pri tebi je bilo pa kaj? Jaz sem se v bistvu rodil in je bilo v mojem zivu, ko je bil položen mikrofon. Jaz sem v bistvu delal impro ligo, meni je bilo to, jaz sem vedno hotel biti igralec, hočem biti igralec, AGRFT hočem prijeti gor, oziroma šolsko impro ligo smo v bistvu mi ustanovili, Vici, kot moja skupina, takrat iz Aškrčeve gimnazije, plus še združena neka ekipa iz, mislim, da Poljane, Bežigrad, Ledina, tako nekako. Mi smo pa šolsko impro ligo pod vodstvom te mentorste Mojce Dimec in tle je pol štarta, ker smo se zafrkavali gor na odru, se norce delali, folk se smejemo tako, te je bilo dobro to. Ja, to je pa lušta, ne. Tako da pa sem pa nekako, ni mi uspel prijeti na AGRFT, sem pa iskal neke te začetke, pa sem pa, mislim, da sem ta prvič, ko sem videl Robina Williamsa, sem bil navdušen, Chris Tuckerja navdušen, Eddie Murphyja, veš, to je eno tako, jaz bi to delo. In sem pa malo začel pisati in tako nekako začel. Pa sem šel v Ameriko za 3 mesece, da bom tam probal, veš, da vidim, kako je tam postati igralec pa to, ne. In sem videl, kakšna štala je to, kakšen projekt je v bistvu to in da ni nujno, da lahko po 5-10 letih nimaš nič, ne, in se moraš vrniti nazaj v Slovenijo in tudi tle nimam nič, ne. In me je kar malo, tole vrnim, če najbolj pravilna pot, najbolj, da si jaz bazo doma naredim. In pa sem začel delati stand-up. Tista RTV, tista je bilo pa sam smešno. To je bila pa štafeta mladosti. Na začetku sva jaz, pa Jože Robežnik, pa še Janez Trontelj, pa pol kasneje Viki Kovačič smo delali. Veš, kako smo to pisali skeče? Bilo je tako, to je tema, dajmo biti čim bolj lame. Koliko smo lahko bedni, da bo smešen, res, in pa smo na ta način delali. Se pravi, se ni obnesel na dolgi rok. To je bilo impro liga, pa si ugotovil, da bi bilo fajn, da bi bilo mogoče še bolj smešen, če bi se malo naučil, pa šel na oder, ne? In pa si imel prvi nastop. Kako je izgledal? Je bil dober, je bil grozen? Zdaj, jaz sem si ga posnel, imam posnet ga. Res? Takrat je moj friend rekel, kaj pa če bi jaz snemal, pa je tako, dej da vidim, kako bojo te fore izpadle. Grozda. Jaz sem po moje, tudi vem ta prvi v Kudu Frce prišeren, sem po moje v pol ure naredil material, ker sem ga delal tako 50 minut. Zdaj, ker sem toliko brzel, sem hotel sam punchline, to bo čisto. S tem, da ta prvi je bil pa v Netkafeju, tam pod FDV-jem za, pozabil sem, kako se že imenuje, nek festival je bil in vse je bilo šlo narobe. Od tega, da ker sem prišel mikrofonni delal, da sem jaz pa mogel leteti domov, tako 20 minut pred nastopom sem letel domov, ker sem bil dosti blizu, tako če avtomačem in pol nazaj z nekim unima, veš, tam mehni, veš, kaj sem se ukopal za v kamero preklopati, če si nekaj te... tako da si ga držal. Dobro, sledno, Stari, sem pol to šel iskat, itak ozvočenje sem jaz sam zrihtal, ker sem si od kolegijuma sposodil v nek Fender, veš, da to... In sem se zabaval, fakt, zanima ta velikega Jacka za ta skratka. Vse, kar ti gre lahko narobe, namesto da bi se tako pol ure pred nastopom, veš, zen, pa se pripravil, pa tako. Čeprav ljudje so se pa neki smejali. So se smejali? Ja, neki so se, Takrat je bilo drugače. Nisem, da si bi čist pušil, pa da bi bila tišina, pa veš, tako kot tvoje nastopi. Ampak... Moj prvi. Ne, ljudje so včasih cenili. Jaz vem prvo zelo nisem bil nič smešen, ampak ljudje so poslušali in so se smejali vsaj kdaj. Bil si smešen, ker drugače te ne bi poslušali, bi se začeli dreti pa buvati pa tako naprej. Ampak vseeno, mislim, ni bilo takih odzivov, kot jih imaš zdaj. To je drugače. Ker krataš pa bolj izkušen, znaš bolj na drugačen način povedati stvari pa tako. Ja, drugače se je spremenila. Koliko misliš, da se je tudi publika razvila zdaj skozi leta, ne?
Pa jaz mislim, da ta stand-up publika, ki je bila od začetka že, ampak ja, zagotovo je več je tu spoznali, pa so se navadili na naš način, da lahko v slovenščini to poslušajo. Marsikdo je imel ta problem, ja, slovenščini stand-up ne zveni dobro. Ker tako, ja, seveda, angleščina, se tudi komadi, moraš res najti način, da je to dobro melodično, ker je angleščina toliko melodična. Ja, jezik je lepši. Ja, prav bolj melodično. Prijazen je. Z manj besedami lahko več poveš. To sem videl eno obvestilo, ne vem zakaj, ampak je bilo v španščini, nemščini pa angleščini in je bilo tako, španščina je bil odstavek takole, angleščina je bila takole, pa je bila pa nemščina je bila takole. Stari, res. In to iste stvari so povedane. In tako, ja, valjda, ne. Bolj je melodično, hitreje poveš. Ne. In kaj je šlo pa naprej? Okay, začel si v Kudu, zdaj si potem tam razni festivali, pa to. Kako je šlo naprej? Recimo, kaj je bila naslednja stopnička od Kuda naprej? Kaj je bil po Lent, Punch? Tako, Lent je bil, ne, Punch še ni bil, Punch je, kdaj prišel Punch? Punch je prišel... Pa je bil 2008. 2008 je prišel, ja, takrat je. Ne, najprej je bil Kud France Prešeren vsak mesec, sem si prav zadal, evo, moram narediti pol ure novega materiala. In sem mi ga ratal na vsak mesec narediti, ne bom rekel, da je bil dober, ampak mi ga je pa ratal napisati. Tam smo šli, veš kaj smo takrat ful delali, študentske klube, se to zdi po mojem dobro. Veš, majske igre. To bi še zdaj ja, ne, jaz delal z veseljem, kadaj mi kakšne MC, jaz sem že malo pogrešal nastopa za študente, ker me zanima, kakšna je nova generacija, kako razmišlja, ker sem opazil enkrat, ko smo imeli v menzi, da tisti, ki so bili malo hardcore joki ali pa tako, da so na borderline, ne vem, ali šovinizma ali rasizma, kaj tazga, ne, kratko malo, že malo ta amerikanizacija, ki jih filajo s tem. Ja. Ne, moraš biti politično korekten, z tega se pa ne hecamo. Pa tako, ne. Ja, ker 10 let nazaj je šlo vse skozi, bolj je bilo hard, bolj so bili veseli. Ja, pa se še zdaj, odvisen spet od publike, ampak ja, odvisen kako te ljudje poznajo. Jaz mislim, da so veš ta, ne vem, kakšni študenti, ki so mene takrat prišli gledati, takrat v Menzo v Rožni dolini, da mogoče so, veš, bili prej, ne vem, ker so me videli 5 let prej, pa sem bil ta prijazen stric televizije, a veš, pa zdaj kar enkrat malo bolj kakšne šarfe vržeš ven, pa kratko malo, s tem se pa ne vem, če se strinjam. Mislim, s kje te poznajo, ne, a veš, oni so navajeni, on je politično korekten, pride na odre, pa kar malo bolj tako, pa zdaj se razjezu, kaj pa smo mi naredili, ne. Ampak oni ne vejo, da je stand-up vse en malo drugače, malo bolj tvoj pogled, ne. Ni zdaj da tudi babice doma gledajo, ti si prišel zdaj za tiste, ki hočejo stand-up. Pa sej nekako, veš, si ustvarjaš svojo publiko, ne. Sej ti, a veš, da narediš neki, cak, pridejo ljudje, a ja, on je proti ta desnim, pa meni ni všeč. A veš, pa nisem, jaz nisem proti desnim, ne, jaz sem predvsem politik. Ja, pravilno, ne, ker načeloma komik mora vedno biti v opoziciji, ne. V opoziciji, ja. Si bil pa ti, saj jaz sem te tako gledal vedno, no, ti si bil, se mi zdi, prvi stand-up komik od nas, ki smo nastali na odrih, se pravi ne, da si bil prej že slaven, pa si šel na stand-up. Ti si bil prvi stand-up komik, ki je skozi stand-up prišel do tega, da je slaven, če temu lahko tako rečemo. Jaz mislim, da ti si prvi, ki je dosegel slavo. In, kako si prišel, ne? Kaj je bilo tisti trenutek, ko si rekel, to je pa zdaj ta preklop, ne? Kaj je bilo to, talenti? Po moje, jaz tako nekako računam, da 20, ko sem dobil talenti so bili, to, da sem dobil talente, je bil nekako rezultat mojega dela v stand-up komediji, zato ker me je takrat ta nek kreativni direktor, ki je bil takrat na Popu, me je videl, pa ne, on bo v redu. Predvsem pa to, da je Slakonja takrat rekel ne. Ja, ne, to je vse pomembno, kdo reče ja, kdo reče ne. Če ne bi bili Slakonja Pero, bi bila, veš, in to je to, ne, mi so bila takrat s Perico, so bila skupaj na audiciji, ne, to veš. Ja, jaz sem bil tudi, pa je takrat tvoj brat pa rekel ja. A ti si bil pa na... Ja, takrat sem bil pa ti pa tvoj brat. Tako, ker sem bil moj brat, ja. In jaz, ko so kva me neč ne pokličejo, pa tako na slovnica. Brata Valič, vodita, pa tako... Ja, meni so pa klicali, pa tako, kaj pa tvoj brat, misliš, da bi bil zopor? Sem tako, ja, to bi bilo the best, jaz nisem vedel, da si ti videl. Ja, to bi bilo the best, to bi spada mi, da zbrat brata, tok imamo ene teme, tematike lahko naredimo, ne. Na kar jaz doma kliče, rekli so, da bi bil na talentih, Doman. Ja. Kva ja, razumeš, reči ja. Škva, to ni čisto moja pot, jaz sem igralec, mene to bo zdaj. Doman, 3 mesece dela, razumeš, poznali te bojo, dobro, naučil se boš nekaj drugega delati, ne me zaprgavati. Dej bom še malo razmišljal, da češ razmišljal. Se ga razumem, pač on je še zmer primarno igralec, njega to res najbolj driva, ne.
Ampak vseeno, mislim, neka taka priložnost je pa vseeno priložnost. Ne, ampak potem sta pa tudi skupaj naredila serijo, Vse punce mojega brata. Se pravi, tukaj si pa ti zdaj igral, si pa ti vletel zdaj v igralske vode. Ne? Ti si vletel njemu v live, ne? On je prej tep, zdaj pa ti njemu. Zdaj, koliko je bilo zdaj razlike? A si bil prej ti balon, kao, jaz sem šef, zdaj pa balon, ali kako je? A ste zdaj že? Moj brat je toliko samosvoj in močan in tudi ego, ampak ne kot egoističen, ampak kot persona, da ne bi mogel res nekaj šefizirati okrog. Ampak ja, je bilo pa luštno zato, ker jaz sem vedel, kaj lahko naredim, pa tudi v tej Vse punce mojega brata, to so bilo nekako moje najne sanje, veš, da to narediva, da hotel sem vedno sva gledala te serije, umirala od smeha in tako naprej. Ko gledaš na uro, no? Se bomo Ne, neko govoriti. Trese mi, mail sem dobil, pa sem ga sam skenslal. Človek ne more niti malo pozornosti. Kaj pa, kdo pa piše? Šefica piše, neka poraba vode, nekaj raziskavo naredila, pa mi zdaj pošilja. Sem mislil, da bo vsake še ponudbo za stand-up. Ne. Da veš, tista 2 Jurja, ki sem rekel, da hočem. Kva že rekel? Neka nova oddaja, še nova oddaja. Se veš, to je sam later, dismiss. Na planetu jih talajo zdaj lepo. Ja, dismiss, še eno sem dobil, neč ta zdaj. Planem, ja, Vse punce mojega brata, serija, ki se je uresničila. In ko sem prišel zraven kot igralec, pač mi ni bilo toliko težko, zato ker sem itak jaz pisal, jaz sem si nekako predstavljal, kakšen ne bi bil ta vid. Itak je to tako malo neka taka ekstenzija mene, oziroma ali pa en del mene na steroidih pojačan. Ja, tako v bistvu. Ne. Tako, v bistvu mi, ker sem to serijo pisala, sem rekla, kdo bi bila midva, če nama ne bi uspel postati stand-up komik, pa postati akademski igralec. Aha, ok. Kdo bi bila midva. Ne. In je pač prišlo to, ja, Domen je dejansko hodil na pedagoško fakulteto, ne, se pravi, on bi bil učitelj na osnovni, se pravi to, jaz bi bil pa res ta nek, ne vem, z kolegijom, veš, vodil bi absolvente še zmer, neke aerobike bi delal, to se tudi od enega kolega domnoga, oziroma dobrega prijatelja domnoga sva malo vzela, ker on tudi je malo nek čas je bil ta tausend kunstler varianta, veš, to delaš. Glavna nit je pa seveda ženska, ne. Ja. Zato je to doskrat, veš, da težko najdeš neko redno službo, če si preveč zaposlen z nerednimi ženskami. Z nerednimi ženskami. Poznam par takih, jim je kar težko. Imensko? Ne vem, če poznaš. Marko. Kako se pa piše? Si pa zdaj, ok, pustimo zdaj, ok, stand-up komik. Marko Žerjal? Ne, ni on. Si pa zdaj novo vlogo v življenju dobil, ne? Koliko zdaj že 1 leto si pa fotor. Luštene. Ampak pri tebi je zanimivo, pri tebi noben je vedel, da imaš punco in kar naenkrat si imel otroka. Ja. Kako ima videti valič otroka? Nismo vedeli, da ima bebo. On je resen. Jaz sem nek laboratorij sem tam najel na Norveškem. Aha, si tam naredil. Sem bil, v bistvu hotel sem 3 Powerpuff Girls narediti, ampak sem samo eno. Ena je z močjo vseh. V bistvu sem Puff Pass Girl. Ampak ima pa moč vse. Jaz nočem toliko v svojem zasebnem življenju govoriti. Vse tisti, veš, s katerim se redno družim, pa tako, to so vsi vedeli, pač, kako je. Z mojo so se tako nekako spoznala v nekem takem spletu okoliščin, ker sem jaz bil res v nekem čudnem obdobju svojega življenja, čustveno otopel, tako malo in pa so se z njo spoznali in pa je to tako počas, veš, nisem je mogel takoj sprejeti v svoje življenje, ampak sem tako počas rasla in pa so v bistvu iz prijateljstva ratala prav par in pol iz tega je ratala tako da najna hčerka in stvari ne bi mogle biti bolj prav, kot so ostali. V nekem, ker sem mislil, da imam vse razčefukan, se mi je sam lepo zložilo in ja, tako da se je preluštilo. Zdaj 9 mesecev stara že. 9 mesecev je stara. Dan se je v 4 zjutraj zbudila, veš, kako je bilo luštno. A že reče ata? Ne reče ata, ma dada, pa mama. Ja. Pa tako ga žlobodra, to crkneš od smeha. Jaz, da bi razumel ta marsovski jezik, ga ona... Še 2-3 mesece. Jaz mislim, da je Star Wars in vse te jezike od teh alienov je po mojem šel samo vrti za bleka. Če na začetku je začela iz lega. Jaz sem samo mrc, kako si ti vzvelenja tlele, razumeš, lega. In dan si pa po 4 zjutraj, je bilo pa... Po 4 zjutraj. Tako, zakaj? In pol tečnar, to so te mehne otroci, niti prdant ne zna sama, stari. Jaz nikoli nisem mislil, da bo prdenje neke druge osebe postala moja odgovornost. Res, kaj gledaš, kako ti je, prdan, neko je easy, izvoli, razumeš. Moram prav demonstrirati. In isto je prspanje, razumeš, zaspi nazaj, kva delaš, samo obrnem se, ne, crklejte mi, da lahko zaspim.
Ja, ampak kot stand-up komik vseeno, zdaj ne vem, okay, to, da imaš punco, to nikoli nisi o tem govoril na odru, ker za stand-up komike vsaka stvar iz osebnega življenja je lahko materialne. Ja. Ne, nisem nikoli govoril tako, da zdaj ko govorim, ker pač ona res ratala tako velik del mojega življenja, govorim o tem, kako moja, kako je ne bilo, po imenu, ampak moja. Tako, v bistvu zagovorimo o tem, kako je bilo, noseča, pa veš, kako je odreagirala. Ene par stvari, ker sem čisto take luštne anekdote. Prej pa nisem govoril zato, ker sva z prejšnjo punco, ki sva skupaj, sva pa hotela imeti to še malo bolj tajno in tako naprej. Tako da iz tega razloga potem nisem nič takega dajal noter. Plus, ni bilo, oziroma ne, imel sem ene par anekdot noter, ampak sem to tako zapeljal kakor z eno. Ali pa moja prijateljica je rekla. Ker jih je bilo več, pa nisi hotel, da material zastari. Čez eno, ne bom rekel imena, zato ker čez en mesec drugače. Imamo zdaj materiale stran meta. To sem bil 7 let skupaj, ampak nikoli ne veš. Ampak Strast, dojenček in Rompompom, to je zdaj aktualna predstava. www.vidvalic.si www.vidvalic.si Jaz se sam furam, tako da tam najdete gor vse predstave, lahko tudi kupite karte, lahko tudi najdete. Seks po slovensko sem posnel, a to veš predstavo in sem je dol gor na... cela predstava je gor. Celo predstavo pogledate gor na strani. Seks po slovensko, kadarkoli hočemo, zvečer nam je dolg čas pogledamo na tvoji strani. Stane neki, ampak posebej, staro dobro, sej to je dobra komedija, ne zastara. Sej verjetno neumen, če vpraša človek, Strast, dojenček in Rompompom, o čem pa predstava govori? O čem pa govori ta predstava? Jaz sem zdaj poskušal živeti nekako v stilu seks, droge in rock'n'roll in to se mi zdaj 2 letih spremenil. Strast, dojenček in Rompompom pač govori o Rompompomu v smislu, kakor te 2 leti covida, pa kaj se dogaja takrat. To je rečemo 1/3 predstave, ostalo je pa pač o nastanku mojega podmladka in moje dragi in vse te anekdote in moje doživljanje, kako res tega poroda in mater vola. Jaz sem dobil novo spoštovanje do žensk, do tistih, ki so rodile. Hvala. Ne, do tistih, ki so rodile, ostale fuck off. Ampak tiste, ki so rodile, pa res. A ti si bil zraven pri porodu? Moje je imela carskega. Jaz sem čakal v sosednji sobi. Jaz sem ga prvo dobil v roke. Prve carski? Tam malo se je najprej 26. Navil si je okrog vratu, ker je vedel, da je moj sin, pa si že popkovino navil okrog vratu in rekel, ne bom šel ven. Tako da so ga mogli, ni šlo drugače. Ni se hotel obrniti, ker je bil... A je najprej šlo... Ne, so vedeli že, so rekli, vaš sin si je okrog vratu zavil popkovino, tako da bo treba kar nekako ven vzeti. Ti si bil kva, gazeber, rabšal. Tako da so ga meni prenesli, jaz sem bil prvi, jaz sem bil jaz ga imam. Jaz sem, on mislim, mama, in meni rekel, kaj me je videl. Drugač pa... Čak, zakaj, je tvoja umrla pola, kaj? Ne. Sem bolj odsotna mama. Nismo več, mi da sem kaj vzel, pa sem šel. Pustil zdaj, kaj je tam. Se ne ve. Končno grem lahko na pirzil. Sej je bila na drogah, sej ni vedela. Še meni prav povedala. Ona mu je dala napačen imek, se je rodil. A si mi ga že ven vzela, ga imam še zmeraj. Ful dober, kaj gremo naprej v štirko? A gremo v štirko? Ne. To je dal napačen imek, ona je dala napačen imek. Imela so dve imeni. Meni je bil ful všeč Valič. Val. Val mi je bil všeč, ampak potem mi je bil všeč v bistvu Tristan. Najprej mi je bil Val, pa mi je bil Tristan. Nekje se je pa skozi Kasper valil. Kasper je pa tak malo skaterski ime, pa nek Kasper skater je bil, pa nek Kasper flip. In ne vem, zakaj moje je bilo pa to všeč, ker meni ni bilo, ne. Kasper, meni to nek preskater, vse cool ime, ampak ni mi pa tako, ne bo Val ali pa Tristan je ono. Brad Pitt iz Jesenske pripovedi, lep valoviti lasje. In pa meni prenese ona sestra tako kao tega otroka. In reče, lejte ga, veš Tristan, jaz pogledam unga, on je bil pa črne oči imel, črne, stari, prav tako demonske črne, črna čupa tako. In tako me je gledal, jaz tako model ti v life, nisi Tristan. Prav tako gledam ga, ne me jeba, to je čisti Kasper. Nisem verjel v to, da lahko nekoga veš in mu rečeš ime. In sem rekel, stari, ti si čisti Kasper. In jaz, ko nisem moji najprej upal povedati, sem ga slikal po vsem poslov, veš, babica, sestri, njeni moji. Sem rekel, da pa vi me povedali, to Tristan je to Kasper, pa si ne, Kasper. Mogoče boš povedati nekako. In pa so se zajebali, ne, in so oni pozabili, tako prečrtan ime imel na postelji. Tristan, prečrtan Kasper. On je pa prvi dan prišel iz davčnega urada
In je prvi dan pobral imena in je prebral Tristan. Ne? In je meni dom poslal napačen ime, on je bil že registriran kot Tristan. In jaz sem mogel iti po enem tednu otroka preimenovati. Po mojem najmlajši otroke so ga preimenovali v Sloveniji. Aha, da si mogel iti prav na občino. Prav na občino sem mogel, jaz bi preimenoval mojega otroka. Zakaj? Ja, zato, ker pač ste debili. Ste vi debili, ker ste dali napačen ime. Zakaj rab davčno prnuli? Kaj da ok plačal do 18, mamico mu. A mora dohodnino dati. Fuck off. Kakšno je zate cool jutro? Cool jutro. Nekaj najlepšega je, da me odkobene 5:30 zjutraj zbudi ta mala z in potem grem preoblečti in smrdi pod reku. To je zelo luštno. Top. Pol pojem kosmiče. Še zvonjem, ne to pravi. Ja, zdaj se prav naučil se dihati čez usta in lahko previjem brez problema. To no, ampak ja, res je luštno, ker se ta mala se zbudi med nama, pa mi da so šla z mojo dovolj zgodaj spat, da sva, ko se zbudi ona okrog 7-8, da sta se naspana, da nisem ona, daj prosim, sam še 5 minut. In pol se malo crklamo skupaj, pa počasi stanemo, se umijemo, to mi dva pol sta malo delava jogo skupaj. Mislim, jaz delam jogo, ona me tako gleda, ker da sem debil. Moja pač gre se pripraviti, pa pojemo, pa lepo na kakšen sprehod. Ali pa celo na brunch, na kakšna poširana jajčka nekam, kaj praviš. Ja, za vikend si prvošen to, med tedna moram pa kle delati. Vidvalič.si, preverite ga, poglejte ga, cool je, vse ste videli zdaj. V Coolcastu Vidvalič, hvala Vid, z veseljem, hvala za vabilo. V 6. gre rado. Gremo skejtat. Yes, se da ga smo šli spovedati.